Na 8. seji občinskega sveta občine Radovljica je bila sprejeta točka letni program sofinanciranja športnih programov v občini Radovljica in kar zelo vroča diskusija. Ja, seveda, kjer se gre za delitev denarja, je zmeraj vroče. Saj v Sloveniji je ta naša folklora. Ampak v bistvu ne gre sploh za hude spremembe, ker gre samo za to, da se je treba prilagoditi novi zakonodaji. Namreč leta 2017 je bil sprejet nov zakon o športu, ki občine obvezuje, da mora te zadeve urejati odlok in ne pravilniki, kot je bilo to prej. To je prva stvar. Druga je, da je šlo za precej redakcijskih popravkov. Gre po zakonu za nove termine, kot so na primer status športnika in ostale stvari. Novi zakon rangira otroke v športu do 12. leta in po 12. letu. Naš pravilnik prej, ta pravilnik o sofinanciranju športa, je to že delno upošteval, vendar smo ga vseeno s tem odlokom novelirali. Za večino, tukaj gre predvsem seveda za lokalna društva, teh bo najbrž na razpisu kot vsako leto blizu 50, se ne bo spremenilo nič, vsaj kar mislim, kar se zneskov tiče, saj so vrednotenja podobna in za ta namen je že v proračunu potrjeno 420 000 evrov, ki se bodo razdelila pač med ta društva. In moram na koncu povedati, da sem ponosen, da sem tukaj v radovljiški občini, da delujem tu kot svetnik. Po drugi strani sem tudi športnik in poleg Kranja in Kranjske Gore smo občina, ki na prebivalca za področje športa namenja največ sredstev. No, ena izmed točk pa je tudi povišanje cen v vzgojno-varstvenih zavodih in prav tako zelo vroča diskusija glede na to, da so se cene v letošnjem letu enkrat že povišale. Ja, vrtci so vedno pereča tema, saj gre za postavko, ki je v proračunu največja. Za vrtce gre okvirno letno okrog 2,5 milijona. Res je, kot pravite, da se je že povečalo aprila 2019, ampak to drugo povečanje gre zopet na račun povečanja plač, ki so pač zakonska regulativa, je bilo pač sprejeto, da se napredovanja in plače povečajo, to je velika postavka. Druga pa je, kot je bilo v gradivu, materialni stroški, to je šlo za povečanje energentov in višji stroški hrane, kar podpiram, naj se še tako čudno sliši, ampak dobro je razpravljal svetnik Potočnik, ki je govoril, da gre tudi za to, da se precej hrane dobavlja od lokalnih dobaviteljev in cene so pač nekoliko dražje oziroma višje. In žal ta točka ni bila sprejeta. Ne, žal ne. Večinsko mnenje je bilo, da bo treba v vrtcih najti neke prerazporeditve oziroma rezerve za ta namen.